Športni vikend v Slovenski Bistrici je dosegel svoj namen. Skozi 3-dnevno druženje rekreativcev v različnih športnih panogah je nastopilo več kot 400 nastopajočih. Vsi, ki so bili kakorkoli aktivni v tem času, so veliko naredili zase, predvsem pa pokazali, da so takšni dogodki najbolj priljubljeni zaradi druženja. Seveda pa je tekmovalni naboj tudi prisoten in prav je tako. V soboto so svoj vrhunec športnega vikenda oblikovali ljubitelji kolektivnih športov. Sicer z res bolj skromno zasedbo ekip, vendar so turnirji bili na visoki kakovostni ravni. Odbojki na mivki so tekmovale ekipe, ki so jih sestavljali igralke in igralci v sestavi 3 članov v igralni zasedbi. Bilo je zanimivo in dokaj tekmovalno. Fajn je, da smo se malo zbrali športniki, da igramo malo odbojko, da se podružimo, pa da vsak pokaže, kaj zna. V konkurenci košarkarjev v igri trojke nastopilo 5 ekip, ki so odigrale kar lep turnir. Borbenosti vsekakor ni manjkalo, pa tudi lepih potez za fotografe ni bilo premalo. Analize dosežkov posameznih ekip pa so trajale dolgo noč sobotnega večera. Najbolj pomembno pa je bilo biti zraven. Ja, zdi se mi super organizirano, glede na to, da ni dostikrat organiziran ta turnir v Slovenski Bistrici, sploh ker gre za neko košarkarsko mesto. Tako da je res super zadeva, no. Sploh zdaj, da še ujamemo to zadnje lepo vreme. Tudi v futsalu najmlajših žogobrcarjev ni bilo dolg čas. Med fantovsko družbo pa se je tokrat odlično znašla tudi edina punca. Počutila sem se odlično, bilo je v redu, sonce, vreme nam je ustrezalo. Jaz sem tega vajena, rada igram nogomet. Jaz se s tem ukvarjam bolj kot rekreacija, motivira me pa to, da dokažem, da so ženske lahko tudi boljše od fantov. V plemeniti veščini boksu je bilo kar pestro. Med 4 kote boksarskega ringa je stopilo veliko boksarjev, ki so v sproščenem vzdušju kljub močnim udarcem predvsem uživali. Hkrati pa dvoboje izkoristili za svoja naslednja tekmovanja. Bilo je zelo v redu. Odlično smo boksali, mislim, fajn je malo posparirati, ko pridaš iz drugih klubov, da se pripravi za tekme. Bilo je odlično, vsi smo se borili, bilo je perfektno. Ekshibicijske dvoboje je z budnim očesom spremljal trener bistriškega kluba Matica Mastur, ki je tudi aktivnosti v boksu izpeljal skupaj s sodelavci. Ja, danes smo se zbrali tukaj, da smo predstavili naš šport. Povabili smo klube iz Celja pa z Ptuja. Tudi z Maribora sta prišla 2, tako da smo malo sparirali pred tekmami, ki nas čakajo. Boks je že neka stalnica v Bistrici. Zmeraj več mladih se ukvarja s to plemenito veščino. Tudi tatami v bistriški športni telovadnici ni bil prazen. Najmlajši so v lepem tekmovanju pričarali lepote športa v kimonih juda. V tenisu pa se je udeležba v igri posamezno kar potrojila. V ženski in moški konkurenci je igralo 30 ljubiteljev teniške igre. Dvoboji so se igrali na en set. V konkurenci žensk sta najdlje prišle domači igralki Rebeka Mohorko in Špela Korent Urek. Prav slednja je morala v finalu preznati premoč Rebeki Mohorko. Kljub porazu v finalu pa je Urekova takole razmišljala pred začetkom turnirja. Mislim, da je zelo dobro, da se čim več organizira. Podpiram, da se čim več športa igra, zato ker to nas ohranja pri zdravem, dolgem življenju. Vesela sem, da sem se lahko prijavila, pa da sem lahko prišla na tekmovanje. Kako bom odigrala, bomo videli. Upam pa najboljše, vedno pričakujem zmago. V moški konkurenci je udeležba zagotavljala kvalitetne dvoboje, loparje sta vse do finala najbolje izkoristila Kristjan Iljevec, ki je 6-1 v finalu odpravil Luko Repoluska in tako prejel pokal za zmagovalca iz rok predsednika Športne zveze Bojana Fajsa. Ta je skupaj z ostalimi sodelavci odlično izpeljal 3-dnevni športni utrip Slovenske Bistrice. Ja, trenutno je športni vikend zelo uspel. Mislim, da smo prikazali vse tiste možnosti, ki se v naši občini lahko dogajajo, od nogometa, juda, boksa, atletike, futsala in pa seveda odbojke na mivki in pa košarke 3x3. Tako da je bila udeležba dobra, solidna in jaz verjamem, da bo tako uspešno tudi naprej.
Glavnem gre se za to, da se propagira šport, da se tudi vključujejo otroci ali pa starejši, ki ne tekmujejo v raznih zadevah, ampak da v bistvu na nek način sproščajo tudi svoj življenjski ego, če bi temu tako rekel. Glede na to, kar smo zdaj videli, se da še marsikaj spremeniti, še izboljšati. Jaz verjamem, da bo ta naš organizacijski odbor solidno opravil delo in da bo tudi prihodnje leto nekaj novega.